Kaj pomeni prikrit ali potlačen strah pred zapustitvijo? Udeleži se predavanja, ki ti bo pomagalo razumeti, zakaj v odnosih pogosto čutiš preveč in zakaj ne preneseš tišine in zakaj stik s sabo občutiš kot praznino. A si se že kdaj ujel v misli, kot so: ne smem preveč pokazati, kaj čutim, raje popustim, kot da izgubim stik. Če me ni mogoče začutiti, me lahko izgubijo. Tišina pomeni, da sem naredil nekaj narobe. Ne prenesem, ko nekdo umolkne. Če se prepoznaš v kateri od teh misli, potem to predavanje ni samo zate, ampak dejansko govori o tebi. O tvojem načinu čutenja, o tvoji napetosti, o tvoji stiski, ki je bila predolgo brez imena. Kaj sploh je strah pred zapustitvijo? Ni to, kar večina misli, vsaj ne iz AEQ pogleda. Ne gre le za grozo, da nas bo nekdo fizično zapustil. Gre za nevidno notranjo strukturo, ki se aktivira vedno, ko se stik prekine, umiri ali pa postane negotov, drugačen od običajnega. Takrat v telesu začutimo praznino in praznina postane nevarna. Strah pred zapustitvijo ni nujno občuten kot strah, lahko je skrb, lahko je občutek dolžnosti, lahko je tihi občutek, da moraš biti boljši, hitrejši, bolj prijazen, ker drugače ostaneš sam. V resnici pa gre za vzorec, ki je nastal običajno že zelo zgodaj, ko si za stik žrtvoval sebe, ko si moral paziti, da ne boš preveč, ko nisi vedel, ali si še vedno čuten, če nisi koristen. In kaj izveš na predavanju? Na predavanju bom govoril o tem, kako ta strah nastane. Spoznal boš, da tvoj način odzivanja ni napaka, ampak posledica preživetvene logike, ki se je zapisala globoko v telo. Otrok, ki čustvene bližine ni mogel čutiti kot varno, je naredil, kar je moral. Utišal se je, prilagodil, postal hiperpozoren. In čeprav je danes odrasel, je telo ostalo ujeto v tem vzorcu. Telo še vedno misli, da mora za stik nekaj žrtvovati. Na predavanju boš lahko razumel, kako se je to zgodilo in zakaj tega ne moreš odpraviti samo z voljo, brez znanja. V predavanju bom razlagal tudi, kako se ta strah kaže v vsakdanjiku našega življenja. Ali se ti dogaja, da te tišina v odnosu izčrpa? Ali hitro odpustiš samo, da bi ohranil bližino? Ali ne preneseš, da nekdo potrebuje prostor, ker se takoj ustrašiš, da te s tem zapušča? Se v konfliktih umakneš vase, namesto da bi stopil naprej in se postavil zase? Se počutiš prazno, če ni nikogar, s komer si v čustvenem stiku? Ali tvoje telo pogosto zadržuje dih, stiska prsni koš, napenja čeljust in vrat? Potem je možno, da te je strah in da ta strah živi v tebi, ne kot občutek, ampak kot osnovni vzorec delovanja. In to ne pomeni, da je s tabo nekaj narobe, pomeni pa, da si pripravljen začeti drugače. In kakšna je notranja cena tega strahu? Ko življenje vodi strah pred zapustitvijo, se težko ali se ne moreš sprostiti. Tudi, ko je vse v redu, je v ozadju vedno nevarnost, da se ne bo zgodilo kaj, kar bi povzročilo izgubo tega, da je vse v redu. Zaradi tega pride do stanj, da ne zaupaš miru, da ne preneseš distance, da ne čutiš sebe, kadar si sam. Prava bližina tako postane nevarna, ker bi lahko pomenila novo bolečino. Na predavanju boš lahko videl, kako to ni tvoja osebnost, ampak struktura, ki je v tvojem telesu postala navada. In ko to prepoznaš, se zgodi prvi premik. Razlagal bom o tem, kako tu AEQ pomaga. AEQ ne rešuje stvari na ravni razumevanja, ampak na ravni razumevanja in telesa. In tvoje telo je tisto, ki nosi zapis napetosti, refleksov, starih odzivov. Na predavanju lahko spoznaš, zakaj telo ne pozna občutka varne samosti, kako začneš povečevati občutljivost na svojo prisotnost in kako se ne bojiš biti v sebi in sabo, kako z AEQ vajami spreminjamo notranjo zakrčenost in zategnjenost in kako se notranja jasnost zgodi šele, ko kronična napetost popusti. Kako se stik z drugimi spremeni, ko ne izhaja več iz potrebe, temveč vedno bolj iz izbire. Ker naše telo ve, kako se vrniti k sebi, ker to mora. Potrebuje pa strukturo, ritem, nežnost in to je tisto, kar AEQ začne vračati.
Povedal bom tudi, kaj se lahko začne delati takoj. Predavanje ponudi konkretne začetne korake. Kako vzpostaviti notranji red, preden se lotiš zunanjih sprememb. Zakaj so spanje, dihanje, pisanje in vaja temelj za varnost. Kako prepoznaš napetost, ki jo prej niti nisi opazil. Kako ostati v napetosti, ne da jo takoj razložiš ali ukrutiš. Zakaj moraš najprej čutiti, preden lahko izbiraš drugače. To ni teorija, to je začetek konkretne spremembe. Predavanje priporočam, če te odnosi izčrpavajo, čeprav si ti tisti, ki večino časa ali pa celo vedno daje. Če ne znaš biti v samoti, ne da bi te zajela praznina. Če si napet, tudi ko je vse urejeno. Če ne razumeš, zakaj ti stik ne prinese več pomiritve. Če čutiš, da nekaj v tebi je preveč, a tega ne znaš umiriti ali odstraniti.